Dober dan. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Že minuli teden je ministrica za samoupravo in regionalni razvoj Zlata Ploštajner premierju Borutu Pahorju naznanila, da namerava odstopiti. V javnosti so se tako začela pojavljati ugibanja o razlogih za odstop. Včeraj pa je ministrica tudi javno pojasnila, zakaj se je odločila za to potezo. Razlogi so predvsem osebne in zdravstvene narave, zaradi tega tudi vodenje službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko prepuščam nekomu, ki bo imel več moči, tako zdravstvene plati, kot tudi z politične. V zadnjih dneh so se v javnosti pojavile nekatere špekulacije in iskanje razlogov za moj odstop, od nesoglasij znotraj vlade, slabega črpanja evropskih sredstev, nezadovoljstva s strokovnostjo zaposlenih služb in podobno. Kot sem že dejala, so razlogi dejansko osebne narave in kar se tiče nesoglasij v življenju, mnogokrat ne naletimo na nesoglasja, ki pa so v dobršni meri interesa vpletenih strani pogosto relativno lahko rešljiva. Tudi to je seveda del političnega in prav je, da vsak izmed nas ministrov razmišlja svojo glavo, da si predstavimo različna stališča in potem skupaj težimo k iskanju najboljših rešitev in sama sem pri tem ospredje vedno postavljala javni interes. Ej, a tole je bila ministrica, ker jaz sem jo prvič videl v bistvu. Ja, vse je bila samo en let, se ni imela časa še izkazati. Ok. Iz Pahorjevega kabineta so že sporočili, da se bodo postopki za imenovanje novega ministra ali ministrice začeli takoj, že v torek pa se bodo začela tudi formalna koalicijska usklajevanja. Mi pa smo povprašali na ključne Ljubljančane, kdo od aktualnih ministrov in ministric bi še moral odstopiti oziroma koga bi moral zamenjati premier Borut Pahor. Premalo se v politiko razumem. Ker lahko je tako, ne moreš to. Ker če nisi zraven, ne moreš vedeti. In če jaz ne vem, ne morem odločiti. Ne? Težko bi rekla. Pač v sedanjih razmerah je zelo težko biti tudi minister. Mogoče smo malo preveč kritični vsi skupaj. Ne? Tako da težko rečem, kdo bi moral še odstopiti. Gospoda Miklavčiča pa dobro razumem, ker je bolan in je res težko naprej to delati. To je zelo težek resor. Za finance, ja. Kaj se vam ni zdelo všeč pri njemu? Ja, preveč je prehiter, preveč obljublja nekaj, ker ne premisli dovolj, to je tisto. Tak financ bi pa res mogel premisliti, pa bo naredil. Ja, to mislim, da. Ne bi, prosim, ker imam čisto druge skrbi v glavi, ne pa kjer je odstopil, kjer pa bi mogel odstopati. Cela garnitura. Kdo bi po vaši mogel odstopiti? Boga, sigurno. Še kdo mogoče? Koga bi premier moral odstaviti? Nobenega. Ker on naj odstopi sam. Od ostrih političnih stališč Ljubljančanov pa v parlament, kjer je včeraj potekala javna razprava o predlogu družinskega zakonika, ki ureja nove družbene oblike družine ter socialno starševstvo, postavlja ob bok biološkemu. Pred razpravo je imel besedo tudi minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan Svetlik, ki je poudaril, da so še posebej pomembne pravice otrok, ki živijo v istospolnih skupnostih. Tudi še posebej rad poudaril, da tudi v tem primeru gre za vprašanje pravice otrok, ki v takih skupnostih živijo, ki jim je treba omogočiti pravzaprav enak tretma, tudi skozi položaj njihovih staršev oziroma skrbnikov. Razpravo pa je spremljal tudi pravosodni minister Aleš Zalar, ki je povedal, na kaj bi se morali bolj osredotočiti v bodočih razpravah. Mislim, da bo treba bistveno več v teh javnih razpravah poudarjati, da je vprašanje posvojitev otrok se strani istospolno usmerjenih samo eno manjše vprašanje, ki jih ta družinski zakonik ureja, da pa je pretežni del določb tega zakona namenjenih varstvu koristi in interesov otrok v katerihkoli skupnostih. In da so tu pomembne izboljšave glede na sedanjo ureditev, da gre tudi za pomembno jamstvo poštenosti postopkov,
usposobljenosti tistih, ki odločajo o interesu in koristi otrok, predvsem sodišč, skratka, da je to tisto, zaradi česar je v javnem interesu, da se družinski zakonik sprejme. Šport. Slovenska smučarka Tina Maze bo tudi v letošnji sezoni nastopala svojo ekipo. Ekipo je okrepil še trener Jure Hafner, ki je predtem delal v hrvaški reprezentanci, kjer je med drugim skrbel tudi za hrvaško zvezdnico Janico Kostelić. Kot je povedala Tina, so letošnje priprave dobro stekle, pričakovanja so velika, glavni cilj pa so olimpijske igre v Vancouverju. Sigurno je olimpijada glavni cilj sezone, ampak želim si narediti korak naprej. Lani smo naredili ogromno in sem tega vesela, ampak nikoli se ne smeš izstaviti in vedno moraš gledati naprej, tako da si želim korak naprej. Slovenija, 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 kulturac. Po koncertu v Mariboru se je Dalaj Egol, nekoč znan kot Alien, ob obletnici izida Leve scene in Smetane za frende, odpravil še v Ljubljano. Tam je dvorano Kino Šiška popolnoma razprodal in na dan koncerta napovedal še en datum. Publika je Dalaja lepo sprejela, od Pozitive pa je pokal tudi on in njegovi gostje. Pokal. Tudi prav. Marija Mojca Pungarčar je svojo umetniško akcijo Tablice smrtnosti poskrbela tudi za sladkosnedne obiskovalke in obiskovalce mesta žensk. Z umetniško akcijo, katere del je čokolada, umetnica opozarja na prikrito diskriminacijo žensk v zavarovalniškem sistemu, kjer so primorane plačevati višje premije, saj statistično živijo dlje kot moški in so zato potencialno večje koristnice zdravstvene oskrbe. Umetnost. Na mestu žensk bo mogoče čokolado dobiti oziroma videti, se z njo seznaniti v Stari elektrarni v času trajanja festivala oziroma dogodkov, ki se bodo tam odvijali. Ta čokolada je seveda konzumni izdelek, je mlečna čokolada, ročno narejena, ima rok trajanja 1 leto, tako da mislim, da ni samo sporočilna, ampak je tudi užitna in zelo dobra. Še vreme? Kljub ohladitvam, zunaj še kar sije sonce. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti.